Marek, pojasnimo najprej občinstvu, zakaj smo se danes sploh zbrali. To vendar vsi vedo, da obeležimo kulturni praznik. Že, ampak... No, 8. februarja se je rodil največji slovenski pesnik Franca Prešeren. Napaka. 8. februarja leta 1849 se ni rodil, ampak je umrl France Prešeren, največji slovenski pesnik. Če bi počastili obletnico njegovega rojstva, bi bila proslava 3. decembra. Rodil se je tega dne leta 1800 v Vrbe na Gorenjskem. Glede na to, da je bil v tem šolskem letu 3. december torek, bi meni namesto športa odpadli matematika in slovenščina. Matematika morda res, slovenščina kakor. Kako to misliš? Tako, današnja proslava bo neke vrste učna ura slovenščine. Če že obeležujemo kulturni praznik, se bomo poigrali z različnimi pomeni besede kultura. In, da ne bomo preveč površni, si bomo pomagali s slovarjem slovenskega knjižnega jezika. Še prej pa, Mark, kaj veš ti o kulturi? No, učiteljica nam je vedno govorila o čarobnih besedah. Pa ne vem, je to kaj povezano s kulturo? Čarobne besede? Ali ne veš? Prosim in hvala. Ja, seveda, prosim in hvala, čarobni besedi.
To je prva lekcija kulturnega obnašanja. No vidiš, pa sem tudi jaz tebe nekaj naučil. Hvala. Prosim. Sta pobegnila dva korenjaka. S culo in mulo sta jo pobrala, eden je prosim, drugi je hvala. Spekli smo jima debelo potico, spekli kolino in pečenica. Šli poigrat čez smo v trgovino, karte kupili za cirkus in kino. Prosim in hvala, pa kako ta muca, 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 muca. Prosim, hvala, nesrečna cigana, cula je prazna, nula pirana. Žalostna gresta berančit na tuje, eden se joče, drugi vzdihuje. Pamet v svetu si bosta kupila in se v letu zopet vrnila. Včeraj sta pismo na pošti oddala, prideva kmalu, prosim in hvala. Prosim in hvala, pa kako dva muca, prosim in hvala, pa kako dva muca, prosim in hvala, pa kako dva muca, prosim in hvala, pa kako dva muca. Dora, vrniva se na začetek. Kulturni dan, Prešernov dan, mi pa nič o Prešernu. Kako da ne? Slišali smo vrbo, slišali smo zdravljico. Zdravljico? Le eno kitico. Ali nima zdravljica 8 kitic? Seveda, kar poslušaj. Konce Prešern, zdravljica. Spet trte so rodile, prijateljice nam sladko, ki nam poživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, po trtih prsih upodi. Komu najprej veselo zdravljico bratečmo zapet, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet, brate vse, kar nas je, sinov sloveča matere. Sovražnike z oblako rodune našega trišči grom, prost, ko je bil čakal naprej ne bo slovinca dom. Na izdrobenih roki si spone, ki jim še teži. Edino sreča sprava, k nam naj nazaj se vrnejo, otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da oblast in z njo čast, ko pred spet naša bosta last. Bog živi vas Slovenke, prelepe, šlahtne rožice in take mladenke kot naše krivi dekle. Naj sinov, zarodno, iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije zdravljica vaša, vina škup, ljubezni domačije, nobena vam ne usmrti strup, ker po nas, bode vas, nje srčno branit, klizo čas. Živela si narodi, ki vreme je dan, da kodre sonce vodi, vidi sveta popregnan, da ja, prosto vsak, ne vrak, ne sosed pomejan. Na zadnje še, prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se izpražili, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog, kar nas dobrih je ljudi.
kultura. Kuhinjski ščurek. Kultura! Joj, Mark, ali ste vedel, da se prvotni pomen besede kultura nanaša na obdelovanje polja, vzgojo rastlin? Rastlin? Kultura? Seveda, kar poglej. Kuhinjski ščurek. Pa ne kuhinjski ščurek. Kulturna rastlina je katerakoli rastlina, ki se goji v večjih količinah in uporablja kot hrana, krma za živino ali druge namene. Temu rečemo agrikultura. Ja, kmetijstvo, poljedelstvo po domače. No, če je tako, pa ugotavljam, da je moja babica tista, ki se še najbolj kulturno obnaša. Pogosto je na vrtu, med delom posluša petje ptic, družbo pa je dela človekov najboljši prijatelj. Povedano drugače, otroški pevski zbor nam bo zapel 2 pesmi. Zlata ptička in Sreča na vrvici.
Pravica, tudi dedek je bil povezan s kulturo. On je nekoč obiskoval fizkulturo. Fizkulturo? Kasneje so temu rekli telesna kultura, še kasneje telovadba, pa športna vzgoja, danes pa preprosto šport. In folklora ni daleč od športa, kaj ne? Ni in še bližje kulturi. Šport in kultura, to pa ne gre skupaj. Celo nasprotno. Moji sošolci pogosto med nogometom uporabljajo neprimerne besede, letvice. Skratka, obnašajo se skrajno nekulturno. Morda kdaj v žaru borbe, a pravi športniki se prav tako kulturno obnašajo in upoštevajo fair play. Fair play? Preveč sta došla. Vrniva se k tvoji opombi, da se prav babica pogosto kulturno obnaša. Dobro, da si omenil obnašanje. Obnašanje je prav tako eden od pomenov besede kultura. Saj je res. Celo učiteljica nam je zabiča, da se moramo na proslavi kulturno obnašati. No vidiš, kultura je tudi obnašanje, bonton, vedenje, omika. Hočeš reči omaka, če se popackamo, da... Če rečem omika, mislim omika. Čeprav pa imaš prav. Če se popackamo z omako, verjetno nismo najbolj kulturno jedli. Nismo se obnašali po bontonu. In kaj je zdaj spet bonton? Bonton so pravila lepega vedenja. Recimo pravila, kako se obnašamo v gledališču, kako uporabljamo jedilni pribor, koga vikamo in koga tikamo. Povej ga o tem. Nimava dovolj časa. Morda le to, da se spodobi, da starejše vikamo, med vrstniki pa se seveda tikamo.
Zdaj sem pa zmeden. Kako je torej med nama? Znajte vikam ali naj vas tikam? Kar vikaj nas. In če se že rokujeva, roko vedno prvi poda starejši mlajšemu in bolj pomembna oseba manj pomembni. Pa sem spet v dilemi. Ti si starejša, jaz sem pomembnejši. Potem pa upoštevava tretje pravilo. Ženska prva poda roko moškemu. Sicer pa velja, da če delaš to, kar imaš rad in pri tem ne škoduješ drugemu, ne more biti nič narobe. Rad imam... slovarju. Kaj je še kultura? Marsikaj. Po definiciji je to skupek dosežkov in vrednot človekove družbe kot rezultat človekovega delovanja ali ustvarjanja. Lahko bi rekli civilizacija. Pri tem je mišljeno predvsem umetniško ustvarjanje. To se sliši precej učeno. Niti ne. Saj ste boste učili pri zgodovini o grški in rimski civilizaciji, recimo. Rečemo jim tudi stare kulture. A vrnimo se v sedanjost. Če je kultura predvsem področje človekovega umetniškega ustvarjanja, potem velja, da smo na naši šoli zelo kulturni. Seveda, slavčki, otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, likovno razstavišče in bubnice. Letos že 19. Ja, nestrpno čakam, kakšna bo letos naslovnica, čigavi prispevki bodo v njej objavljeni. Nekaj od tega boš izvedela še pred podelitvijo. Kako? Najboljše bodo prebrali že zdaj. Vabim na oder te učence, da preberejo svoje prispevke iz bukvic. Nekaj ti hočem povedati. Hočem ti povedati, da imam veliko skrivnosti. Hočem, da mi poveš, kaj skrivaš pred mano. Hočem ti povedati, ali me razumeš, kaj skrivaš pred mano. Kaj skrivaš pred mano. Mami, hočem ti nekaj povedati, če me razumeš kaj. Starši mi rekel, da poslušaj. Mislim, da hočeš mojega brata bolj poslušati kot mene. Hočem, da me ne oponašaš. Hočem te vprašati, če bi bil moj prijatelj. Hočem, da mi poveš, če ti lahko zaupam in se igrala se mano.
ne živali. Nekoč so na planetu živele samo živali in jim je bilo zelo lepo. Ko so planet naselili še ljudje, se je njihov svet spremenil. Onesnaževali so naravo, reke, gore, zemljo in zrak, kot da je planet samo njihov. Če človek ne bo prenehal uničevati narave, bomo ostali brez živali, brez rastlin, brez vode in čistega zraka. Kje bo ovčka pila vodo? Kje bo ptica naredila gnezdo? Kaj bo medved jedel? Ali človek sploh razmišlja o tem, ko seka gozdove in meče smeti na tla? Moramo skrbeti za naše okolje in ohraniti planet, ker nimamo boljšega. Meni ni vseeno za okolje, ovčice. Upam, da bodo ljudje spremenili odnos do narave. Odrasli posluh. Nekateri odrasli do otrok so prijazni, čeprav jim dajo včasih kazni. Nekaterim pa otroci niso pomembni, ker mislijo le na posel in denar. Le kaj bi z njimi bilo, če nek otrok postal bi predsednik ali vladar? Bi zganjali protest ali pa ne bi verjeli, da je to res? Odrasli posluh, tudi vi ste bili otroci nekdaj. Le kaj se vam zgodilo je zdaj? Če otroka bi poslušali kdaj, bi morda našli rešitev, namesto da sedite za računalnikom in izrekate molitev. Komu? Strogost, pravila, meje, potrebni so, nedvomno. Toda vedite, da z zgledom največ nas naučite. Ako tarnamo, se nam vijugasta življenjska pot ravna. Roka vaša, pri tem naj bo v oporo, na ljubezen nikar ne pozabite. Še mnogo vzponov, padcev je pred nami in vsakič bo treba vstati. Edino samostojnost in zaupanje vase bosta zaveznik naš, rešitelj. Modrosti majhnih in predlogov naših, zatorej ne puščajte pred vrati. Uvodoma iskreno, hvala, da poučujete nas o tem in onem. Čeprav predvsem ljubezen do učenja nam bilo bi treba prizgojiti. Iskanje odgovorov na vprašanje nešteta, biti bi morala zabava. Teža ter pomembno znanja pa nas občudovanje prebuditi. Enkrat zavedali se bomo, da ste pomagali pot nam tlakovati. Le skupek vseh gradnikov lahko sestavi celoten mozaik. Je obdobje takšno, da tudi v šoli ogromno časa preživimo. Edino družno nam bo uspelo ustvariti pozitiven družbeni premik. Mimo in brez nas pa tudi ne gre. Zatorej sem obljubila, da vse, kar znam in zmorem, bom nadgrajevala. Entuziazem v meni ji bo omogočal narediti novo, drugačno, več. Boljši jutri moje vodilo, naj bo za človeka, sonce ali pa cvetlico, in vsaj nekaj velikega želim pustiti za sabo, ko dnevi moji bodo preč. Čestitke vsem za čudovite prispevke. Zdaj pa vabim na oder gospo ravnateljico, da nas nagovori in podeli priznanja za najboljše prispevke v Bukvicah. Iva pa se postavlja v želji, da jutrišnji dan preživite kar se da kulturno. Če že ne boste obiskali gledališča, pa morda z detko malo razmigajte telo. Fiskultura. Za delovno vrto verjetno ni pravi čas. Agrikultura. Če se boste predali športnim aktivnostim, upoštevajte pravila poštene igre. Perfej. In pozabite na kletvice. Bonton. Če ne drugega, pa vsaj komu namenite čarobne besede. Prosim in hvala, kaj ne? Gospa ravnateljica, prosim.
Hvala, da tudi jaz lahko uporabim čarobno besedo. Hvala vsem nastopajočim, koordinatorju proslave, gospodu Darku Hederichu, vsem učiteljem, ki ste sodelovali pri izvedbi te proslave. Jutri je kulturni dan. Preživite ga kulturno, preberite kakšno knjigo, obiščite kakšno kulturno ustanovo, si oglejte kvaliteten film, skratka, tudi na čarobne besede ne pozabite. Danes pa smo tukaj tudi zaradi ene svečane podelitve. Izmed vas ste postali pesniki, pisatelji, risarji, slikarji. Tisti najboljši izdelki so prejeli priznanje in kot nagrado bukvice. Te boste zdaj tudi prejeli. Prosim Ano Perovič, urednico, bukvic številka 19, da mi pomaga pri podelitvi. In hvala tudi njej. Lana Vidmar. Zala Voršič Doleček. Sara Jambulja. Laura Šmigoc. Jaša Fingušt. Lan Zorec. Edita Vitičik. Lan Vrban. Aljaš Hojnik. Luna Omišak. Tjaša Lipoglavšek. Oliva Srebotnik. Eva Mlinar. Jani Regvac. Ivana Ela Roškar. Nikita Pirnat Živanović. Samo Magdić. Gašper Rutar Markuš. Izabela Vesel. Arjana Krasniči. Nuša Ivanišin. Enjo Hras. Liza Hrast. Sumeja Breščič. Katarina Kocbek. Neli Hasanagić. Tinkara Lucija Simonić. Julija Jona Belak. Lara Dujić. Ivana Kajzer. Dora Šalda. Gaja Posega. Petra Poljakovic.
Katarina Berčič, Sinja Grajner, Meta Podlesnik Marčič, Nuša Gujt-Bauman, Filip Petič, Maruša Korošec, Kaja Jagodnik, Katarina Skalicki, Ana Marija Ribič, Lara Kapun, Dora Boc, Živa Blažič, Danej Vidar, Marija Stjepanović, Teuta Krasniči, Edita Rustemović, Patrik Sakelšek, Vanessa Štandeker, Zala Bradač, čestitke še enkrat vsem, imejte še lep dan naprej. Hvala lepa.